Kombinacija zakona o praznikih in dela prostih dnevih ter koledarja v letu 2018 je nanesla tako, da bomo letos v polni meri deležni vseh dela prostih dni, ki so na voljo. Običajno je tako, da se jih vsaj nekaj prekriva s soboto ali nedeljo, vendar letos ne. Za nami sta že 2 dela prosta dneva, kar nekaj pa nas jih še čaka. 9. 12? To ne vem. Ne vem. To pa ne bi vedela. 15. 13? Dela prostih dni. Vem sam, da padajo vsi prazniki med tednom. Večina zaposlenih se nad prostimi dnevi običajno ne pritožuje preveč. Začetkom leta 2016, 2. januar, ponovno velja za dela prost dan, ostali prazniki pa ostajajo nespremenjeni že nekaj let. Meni je dobro, ker 4 dni je predolgo. Mislim, za tiste, ki delajo, ne? Za nas upokojence pa ne. Dovolj je. Mislim, da je dovolj, se dopolni z dopustom. Osebno še ne delam, da ne bi mogel dati nekega mnenja o tem. Ne vem, mogoče bi se lahko dalo recimo na 15 ali pa kaj, ampak tako sem rekel, ne morem dati nekega mnenja. Dovolj, ja. Mislim, vedno bi jih lahko bilo še več, ampak zaenkrat dovolj. Preveč je tudi praznikov. Seveda, koliko smo produktivni po gospodarstvu, ne? Mislim, da je dovolj. Ja, ko delajo, vedno je premalo, ne? Ampak drugače pa je dosti. Pa ne, preveč imamo praznikov. Ja, kak za koga? Za ene premalo, za druge preveč. Za delodajalce je verjetno preveč, za delavce pa ne, za delavce pa prav. Mislim, vsak si želi več prostega časa za sebe, ne? Vsako leto obeležujemo tudi 2 cerkvena praznika, velikonočno in binkošno nedeljo, ki sicer sodita med dela proste dni, vendar sta vsako leto v nedeljo. V primerjavi z Avstrijci imamo enako število dela prostih dni, naši severni sosedje pa jih obeležujejo predvsem za cerkvene praznike. Slovenci praznujemo predvsem dni, ki so pomembni za našo državo. Naš so čisto vrede. Čisto vredo, Avstrijci imajo cerkvenih več kot na Slovenci. Da je dovolj, Avstrijci bolj cerkvene praznike imajo, ne? Ampak zdaj ne vem, koliko imajo Avstrijci, kak je dan več, ampak mislim, da je dovolj. Mi imamo tudi v redu praznike. Naši so čisto v redu. Meni so naši čisto redo, zdaj če so cerkveni, pač to za tiste, ko so tudi ljudje cerkveni, še toliko boljš. Če pa pade dela prost dan, se pa ne bunimo, ne? Naši so kar v redu. Letos nas čaka še 11 dela prostih dni. Po 1. in 2. januarju bo naslednji 8. februarja Prešernov dan. Slovenski kulturni praznik.